Predsednik Trump predlaga, naj vsaka družina za novorojenčka prejme $1000, kako pa bi to pravzaprav delovalo. Trumpova administracija predlaga ukrep, da bi spodbudila rodnost in varčevanje pri Američanih, ter s tem pokazalo podporo družinam na način, ki temelji na trgu in investiranju, ne pa neposredni socialni pomoči. Vsak otrok, rojen v ZDA med letoma 25 in 29, bi ob rojstvu prejel $1000, ta denar pa ne bi šel neposredno staršem, vendar na poseben varčevalni račun, kjer bi se ta denar dolgoročno investiral z vložbami v delniške sklade. Starši lahko na račun vsako leto naložijo do $5000 in otrok pri dopolnjenih 18 letih lahko del tega denarja dvigne, če ga porabi za šolanje, nakup prvega doma ali ustanovitev podjetja. Po 30. letu pa lahko denar porabi za osebne namene. Kritiki pravijo, da je $1000 premalo, še posebej za družine z nizkimi prihodki, da bo to povečalo razlike med revnimi in bogatimi, saj slednji lahko vsako leto naložijo dodatnih $5000, medtem ko revnejše družine tega ne zmorejo, da denar ni na voljo takoj in za vse namene, ter da je to še en izmed korakov v smer zmanjšanja socialnih programov v ZDA. Podporniki na drugi strani trdijo, da je to korak v pravo smer, da se Američane nauči, da ne živijo samo od plače do plače, ampak tudi vlagajo v naprimer podjetja in delnice, da je v primerjavi z drugimi socialnimi programi tu manj birokracije, da bo denar prišel prav, ko bo prišel čas za plačanje šolnine, nakup prvega doma in ustanovitev podjetja, ter da so predlog že podprli velika podjetja, kot so naprimer Uber in Dell.